Selo na Goričkem v občini Moravske Toplice je gostilo 22. mednarodno tekmovanje v košnji z ročno koso. Na tradicionalni prireditvi so se pomerili kosci iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije ter Madžarske. Tekmovanje je organiziralo pevsko društvo Selo o podpori občine Moravske Toplice, javnega zavoda Krajinski park Goričko in kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. Dogodek je že 22. leto, mednarodne priprave pravzaprav potekajo, lahko rečemo, skozi celo leto. Ker treba je pripraviti travnik, da ni zapuščeno, da se pokosi, da se odvozi vse. Zdaj priprave so letos bile malo lažje, ker so tudi mlajši pristopili in kar veliko ljudi nam je začelo pomagati, tudi doma. Da se ta prireditev obdrži in da to staro izročilo ali ljudsko delo pozabljeno ne bo utonilo. Kdo so udeleženci tekmovanja, odkot prihajajo? Ja, udeleženci tekmovanja so seveda poleg nas domačinov iz Slovenije, iz Hrvaške, Bosne in Srbije, ter tudi Madžarske, ker letos prvo leto imamo tekmovanje parkov, ker smo v Krajinskem parku Goričko. In smo bili lansko leto povabljeni v Bjeberzanski narodovi park na Poljsko, zraven beloruske meje. In smo tam bili svetovni prvaki v tekmovanju parkov, kjer je bilo 9 držav. In je padla ideja in so bili tudi v Krajinskem parku nad tem navdušeni. Letos je 6 ekip, bilo parkov tudi iz Madžarske, Hrvati bi morali priti, pa je zadnji moment nekaj prišlo vmes. Ampak za začetek smo kar zadovoljni, ker tudi to je neka noviteta in neka popestitev. Drugače pa standard. Člani, veterani, žene, ekipno še bo, ostalo smo že nekaj upravili. In to je to. Na koncu so po BCS kosilnice, mi tako imenujemo, drugače pa to strižne kosilnice na greben, tiste nekdašnje, ki so že stare več kot mi. V različnih kategorijah se je tekmovanja udeležilo približno 40 udeležencev, kosci pa so se pomerili v več kategorijah. Udeležil sem se zato, ko me je kolega povabil. In kakšen je vaš prvi vtis, ker ste letos prvič? Kar dobro. Kaj vse ocenjujejo sodniki? Sodniki je hitra košnja, pa gladko, pa to je čisto. Veliko vadite doma, imate veliko travnikov? Imam 7 hektarjev travnikov doma, samo večinoma pol zastrojeno delava, nika pa na roke tudi. Pred 70 leti je to bilo ročna košnja, te še ni bilo kosilnic pa tega, traktorov. Te pa smo vse na roke. Je bilo to skupinsko delo, se vas je več zbralo, kako je potem potekalo delo, ste imeli pauze, hrano? Ja, hrana je bila, pijača je bila, tako tukaj tudi, Teda, to je. Kaj pričakujete danes, kakšen dober rezultat? Ja, rezultat. Nisem jaz prišel tekmovati, pač v glavnem sodelovati bolj, Boste drugo leto spet prišli? Ja, verjetno, če še bomo. Zdravje. Če bo zdravje, Pri 73 letih je že bolj tak, Nisem prvič, jaz sem z Domžal prišel, pa sem pač prvič šel opazovati to košnjo, pa sem rekel temu našemu predsedniku, kaj lahko tudi jaz tako kosim. No, takrat sem začel že 10 več let. Kako vam je šlo danes, kaj ste pazili pri tehniki? Ja, v glavnem čisto pa hitro, tako da mislim, da bom danes stal enkrat na odru. Morate biti v kondiciji, ste veliko vadili doma? Ne vadim, niti ne klepam koso, pač 3 tekmovanja morajo z eno jeti čez, z enim sklepano koso. Kaj pa druge tekmovalce, ste si ogledali njihovo košnjo, kako komentirate? Ja, eni površno kosijo, ne pridajo pripravljene, ker pač to je v duhu tekmovanja, to ni ena taka prireditev, da bi pokazali, kako se kosi, to je pač tekma. Kaj je težje doseči, natančnost ali hitrost? Ja, paziti treba najbolj natančnost, pol pa pač kaj komisija oceni s tem. Košnja z ročno koso ima svoje zahteve, tekmovalne kose pa so drugačne od standardnih.
Specifika košnje je, da se pokosi čim lepše in čim hitreje, to je za ocenitev. Je pa res, da mi imamo tudi tekmovalne kose večje od standardnih kos, zato imamo več disciplin, zato imamo tudi za manjše kose, zato imamo razne kategorije, zato traja. No, ene tekmovanja so drugi malo drugačne, da imamo samo ekipno in to je to, kar smo že bili prejšnji. Ja, mi tekmujemo tudi drugje, ker imamo to, kdo k nam, mi k njemu, ne, da se ohrani, ker se težko ohranjajo takšne stvari, ker ljudi pravzaprav to skoraj ne zanima, ampak vidimo po obisku, da gre nazaj vse skupaj. Zdaj ocenjevanje je pri nas od Kmetijsko-gozdarske zbornice, od prve košnje vedno so nam šli in nam še grejo na roko. Prav tako naša domača občina brez njih bi bilo zelo težko, Krajinski park zdaj in vsi skupaj smo začeli nazaj peljati, ker smo bili skoraj pred zatonom. Ampak je kar lepo, kosate za svoji. Zakaj? Ja, to je pač tako, ko enkrat to obvladaš in imam tudi raziskavo enega doktorja iz Slovaške Banjske Bistrice, doktorja znanosti, da je košnja pomeni, da je takoj za plavanjem, če ne še bolj, kar se tiče celotnega organizma. V njegovi raziskavi na koncu piše, imam tudi prevedeno nekje, da ko kosiš, če hočeš pravilno kositi, so vsi čuti vpeljani v košnjo, od prvega do zadnjega, in tudi od lepih deklet ne moreš razmišljati, kar je bilo njemu vedno najlepše. Tekmovanje z ročno koso je potekalo tudi v ženski konkurenci. Večina udeležencev pa na tekmovanju obuja tudi nostalgične spomine na otroštvo. Jaz sem zdaj že 3., 4. leto na tem tekmovanju, ali sem bolj ljubiteljsko. Meni se ne gre za zmago, je to bolj ljubiteljsko. Glavno je sodelovanje. Kdo vas je naučil košnje, kakšne spomine imate na otroštvo? Ja, doma smo imeli kmetijo, pa smo se naučili tako, trebalo je za svinje, pa za krove kositi. Takrat je bila taka mentaliteta, pa smo mogli kositi, ne. Pa sem se naučila, pa po 25 leti sem probala kositi, 25 let ne, pa kosin, pa meni je šlo, pa dobro, se bom prijavila, pa bom tudi jaz kosila. Dejansko pa mi je pri košnji sestra, ne, tako sem jaz prišla zraven do košnje. Kakšni so bili pogoji danes, kako vam je šlo? Pogoji so lepi za kositi, ali je težki teren, je težka trava, spodaj je suho, suša je bila, pa ni lepa trava, doraščena, pa je težko za kositi. Zelo težke pogoji za košnjo. Kateri so potem tisti idealni? Kakšna trava mora biti, kako nabrušena mora biti kosa? Ja, to je vse, kosa mora biti nabrušena. Imamo tukaj mentora Oskara, da nam nabrusi kose, pripravi kose. Tudi veličina kose je odvisna, vse je odvisno od, tudi trava mora biti sveža, lepa, pa ne sme biti preveč suha. Za mene, za moje pojme. Kakšen rezultat pričakujete? Ja, jaz ne pričakujem rezultata, meni je važno sodelovanje. Jaz sem v več društvih, pa meni se ne gre za zmago. Sodelovanje mi več pomeni kot pa kakšna zmaga. Dostikrat smo na prvem mestu, pa tukaj doma ne bi bilo pošteno, ko bi vsi domači bili prvi. Privoščim zmago drugim, naj si razdelijo druga društva. Tekmovanje je velikega pomena tudi za občino Moravske Toplice, ki se skuša vse bolj uveljaviti kot trajnostna destinacija. Tekmovanje je letos 22. Torej z dolgo tradicijo. Občina kot pridruženi soorganizator dosti pomaga organizatorju. Mi smo zelo ponosni na organizatorja, na vse, ki pridejo na ta dogodek. Malo prej se je tudi pripeljal turistični vlak v upravljanju Tica, ki pripeljal goste iz Moravskih Toplic. Kratka, začelo se je pred kratkim dogajati, dogajanje bo cel dan, še tekaško tekmovanje na drugi strani ceste. Skratka, pomen je velik za lokalno skupnost in za širšo skupnost in tudi za vse posameznike, ki tu živijo, v naši občini živijo. Kakšen je interes pri občanih? Radi priskočijo na pomoč, se radi udeležijo dogodka? Domačini, organizatorji, pevsko društvo Selo z Krajinskim parkom, z občino,
predvsem delajo, se pravi vodijo prireditev, upravljajo razne dejavnosti, za košnjo pa potem zmanjka časa. Mislim, da eden ali dva od društva, trije, še ženske kosijo, večina pa dela ali za šankom, ali hrano pripravljajo, ali streže, skratka vse živo, je pa tudi dolgo obdobje, ko se ta prireditev pripravlja. Mislim, da smo pol leta nazaj prvič sedeli, da smo se dogovarjali kako in kaj, tako da glavnina delavcev je v ozadju, v spredju je gospod Oskar Makar, predsednik društva, njegova žena in vsi, ki kosijo, ostali pa zadaj. Skratka, ogromna količina ljudi to prireditev pripravi, jaz sem jim za to hvaležen, kako v svojem imenu, tako v imenu občine. Ste že sami kdaj poprijeli za koso ali bolj kosilnica je v obdelavi pri vas doma? Ne bom rekel, da ne vem kositi z ročno koso. Ko sem bil mlajši, v srednji šoli, v osnovni šoli sem to vedel. Ne bi pa rad danes to poizkušal, da se preveč ne usmešim pred ljudmi. Veliki podpornik tekmovanja z ročno koso je tudi Kmetijsko-gozdarski zavod Murska Sobota. Tudi Kmetijsko-gozdarski zavod sodeluje v organizaciji tega dogodka, ker smatramo, kljub temu, da na eni strani imamo na kmetije se uvajajo sodobne tehnologije, ki postajajo, da kmetije so vedno bolj konkurenčne ali pa da uspevamo v primernih cenah proizvesti te kmetijske proizvode. Smatramo tudi, da treba podpirati tradicijo, ohranjati te stare običaje, ker to je neka osnova tudi za nadaljnje delo. In ob tem še pa bi rad poudaril, da letos je tudi prvič tekmovanje krajinskih parkov, ker dejansko ugotavljamo, da je košnja eno od osnovnih opravil za negovanje kulturne krajine pa negovanje narave. Na kakšnih posestvih lahko pride do izraza samo košnja z ročno koso? To bi težko rekli, to je bolj običaj, tradicija na nekem manjšem kosu. Meni je bolj pomenilo, da ne pozabimo tega, kar smo včasih delali. Tu ne moramo govoriti, da bo to mogoče neki rob pokosiš, ampak vseeno je neki, lahko bi ga rekli, da tudi neki šport ali pa neko rekreacija in tudi tradicija po odnosu do zemlje. Vidimo tudi tukaj na tem dogodku, da se predstavlja sodobna tehnologija, sodobni stroji pa tega. To pomeni, da to tradicijo prenesemo v sodobni čas in skušamo po eni strani tudi s tem spodbujati kmetijstvo ali pa da razumemo naravo in s tem hočemo pač tudi v bodoče bomo razumeli naravo, vendar pod drugimi okoljem ali pa drugim načinom dela. In še zadnje vprašanje, ste morda tudi sami vešči kose? Eno parkrat sem kosil, ampak tukaj se ne bi upal kositi. Ohranjanje travnikov je prednostna naloga zavoda Krajinski park Goričko, ki je prav tako soorganizator tekmovanja. Jaz mislim, da je to zelo pozitivno, zato ker travniki so tudi naša prioritetna naloga, ohranjanje brez košnje ne gre. Seveda košnja mora biti v pravem času, pač mi se zavzemamo za to, da so travniki pisani, živi, da se kosi res tako, kot so nekoč kosili, ko trave odcvetijo. In seveda se tudi tukaj še nedavno, par desetletij nazaj, kosilo vse na roke, zdaj so to strojne košnje. Mi pa sodelujemo tudi zato, ker sami imamo že preko 100 hektarjev travnikov, ki jih sicer ne kosimo na roke, ker bi predolgo trajalo, ampak podpiramo ohranjanje dediščine, ohranjanje teh veščin in upamo, da se bodo tudi mladi v prihodnje za to odločili, ker ne vemo, kako bo z energetsko krizo in včasih je telo človekovo še tisti zadnji motor, ki lahko kaj naredi. Ročna košnja, kakšna je potem razlika v tem travniku? Ja, zdaj tisti, ki kosi na roke, lahko malo bolj pazi, če so kje kakšne živali. V bistvu bi se lahko reklo, da je to bolj nežna košnja kot strojna košnja. Je pa seveda naporno, fizično naporno in veščine so že pozabljene, tako da vsaka čast družini Makari, ki to tekmovanje že 22 let tudi ohranja in organizira. Mi smo bili že večkrat prisotni, nismo prvič, me pa veseli, da se je zdaj to sodelovanje še ukrepilo. Tudi to, da so drugi parki prišli iz Slovenije, iz Notranjskega, iz Kozjanskega,
tudi iz parka Uršek, sosednji narodni park z Madžarske. Tako da je to potem tudi ena krepitev med nami samimi, ki upravljamo z temi travniki kot služba oziroma javni servis, bi se reklo, za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Vzporedno je letos prvič potekalo tudi izborno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov Pomurja. Novost je, da ima Zavod za gozdove tudi istočasno po končani košnji izborno sekaško tekmovanje za lastnike gozdov, kar bo takoj po košnji. In to je letos prvič, prišli so, vprašali, če lahko istočasno se priklopijo in mi smo z navdušenjem vzeli. No, poleg tega, da imamo vse to košnjo demonstracijsko, bo zdaj takoj po košnji z traktorji novimi od Agroremonta in od SIP-a, ki so nam tudi šli na roko, ker moram povedati, da se jim zahvaljujem, ker vsi, kogarkoli vprašaš, vsi pravijo, da smo tako daleč, da bi mehanizacijo pripeljali sem, oni so pa pripeljali in še enkrat jim hvala. Organizatorji tako s tekmovanjem skrbijo za prenos znanja in za ohranjanje kulturne dediščine. Vrli tekmovalci pa so se po opravljenem delu poveselili ob dobri hrani, pijači in glasbi.